Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis z menoj nocoj. Presrečen sem in spet bom moral se zazreti svoje zapiske, da povem, kdo vse. Mama, babica, blondinka, igralka, gospodinja, kmetica in ranljiva. Ženska, ki svoja zrela leta nosi s ponosom. Zvezdana Mlakar. Ja. Dobrodošla. A sem lepo predpovedal? Ja, mislim, za lepo pauzo, dramsko pauzo si povedal. Sem vadil, pa še to se mi je zapletlo. To je iz uvoda v oddajo Zvezdana. Koliko časa nazaj je, odkar si posnela zadnjo oddajo Zvezdana? Mislim, da pred 3 leti za Silvestrovo, ker jaz tudi, če nisem vedela, da je zadnja, ampak januarja je že več nisem snemala. Se pravi, 3 leta nazaj, med korono. Med korono. Pogrešaš televizijo? A veš, kaj v bistvu na nek način ja, zaradi tega, ker sem se jaz, se pravi, jaz moje ustvarjalno življenje v gledališču in na filmu in tako živi naprej. To, kar sem pa takrat začela s to oddajo, pa me je zelo zaznamovalo, ker mi je v resnici spremenilo življenje. Jaz sem se v bistvu začela ustavljati pri teh življenjskih vprašanjih in sem se jaz osebno toliko zelo veliko naučila in tako se mi zdi, da se je tako razširila, da je bila tako gledana, da smo imeli vpliv, da smo se začeli kar na cesti z ljudmi pogovarjati in da je v bistvu, mislim, mene in ljudi spreminjala. No, in zato jo pogrešam, ne? Mislim, spreminjala. Osveščala nas je, v bistvu smo razmišljali tisto, kar drugače ne. In tako. To sem te mogel na začetku vprašati kot kolega televizijski ustvarjalec, ker se mi zdi, da je bila najprej imela izjemno gledanost ta oddaja. A je tako? Res je. Šele zdaj vem, kakšno je imela veliko gledanost. Ja. In v bistvu, kako se počutiš, ker na nek način, oziroma a se počutiš, da si naredila en preboj na slovenski televizijski sceni v smislu, da si naredila eno oddajo, pri kateri ni bilo nobenih tabujev o tem, o čemer se bomo pogovarjali, glede na to, kakšni smo Slovenci. Ker treba zvleči z nas, če se kujemo, če smo žalostni ali to. Si imela kdaj ta občutek, da si pa premaknila nekaj, kar pa do takrat pri nas še ni bilo? Takrat, ko sem delala sva se midva z mojim urednikom Rokom zelo spraševala, kaj to je, kako to, da nam tako gre, da tako teče, tudi goste sva vedno imela dobro roko pri gostih in tako. Zdaj pa vem, zaradi tega, ker vem, da če naš drugega, do takrat mene so klicali na zagovor, ker sem jaz začela oddajo takrat, dragi moji, Ja. In zdaj danes vsi rečejo, dragi moji, jaz sem se šla pa takrat zagovarjati, da se to ne reče. Ja. To pač ni. Se veš, jaz sem imela prednost, jaz sem igralka, jaz nisem novinarka. Se pravi, jaz se nisem jemala kot voditeljico in se spomnim, da ko sem tudi juhala, kdaj s kakšnim gostom, so me tudi na zagovor, pa kako sedim, pa ne vem kaj še vse. Vse to ni bilo tako zelo lahko, ampak mene se ni nič prijel. Jaz sem čutila, da je to, kako sprašujem in kako to delam, mislim, da je to v bistvu na nek način je prav, zato ker jaz sem imela že, jaz imam izkušnje z ljudmi pa s publiko in jaz nisem hotela, a veš, biti populistična, čeprav se mi tudi to učitala, ampak jaz nisem hotela biti populistična v tem smislu, da bi bila všečna, ampak jaz sem hotela se pogovarjati z ljudmi, a veš, gledati v oči in slišati, kaj ti res misliš. Ker sem se jaz tudi zelo veliko tega naučila in tako, kot sem se jaz ali pa razmišljala, tako so tudi ljudje. In to, zato danes vem, da imam občutek za to in da, hvala Bogu, da se je to zgodilo, ker se je vse malo zrhlalo. To je bila pristnost, kako bi temu rekli. Ja. Kateri je bil pa kateri intervju, ki si ga imela, se te najbolj dotaknil, da bi rekla, da je bilo pa, da si šla pa iz sebe, ali ti ali gosti? Veš, kar jih nekaj je bilo, se spomnim, že prvi, pravzaprav z Rebeko Dremelj, ki se mi je zjokala, ki mi je rekla, da je takrat imela to bolezen in je rekla, da si želi videti svoje hčerke, kako se bojo poročile in se je zjokala. In potem sem se še jaz začela zraven nje jokati, ker jaz sem tudi mama, veš. Mislim, in pol, tako zelo veliko takih pogovorov je bilo, ker sem razumela človeka, pa me je tudi mene prizadel. Jaz mislim, da kjer sem pa res zdrsnila, ampak čist na rob,
Je bilo pa, ko sem imela intervju z eno jogijsko terapevtko, ki se te dotika, se pravi, na določenih točkah telesa in tebi travma, se pravi, se travma sprosti. Dobro. In jaz se z njo pogovarjam in hočem seveda, da bi gledalci videli, ker si tega pač ne znaš predstavljati. Ja. Vsega pa se mene dotakne. In se me dotaknila in sem začela tuliti, ne? Či zares tuliti. In se spomnim in rekla, dajte nehati snemati, da bi mi pa čist privatno bila na televiziji, pa nisem hotela. In potem, ko je ta proces, ko sem šla skozi ta proces, smo nadaljevali snemanje, ampak samo zato, da bi jaz pokazala ljudem, da je to res. Ker mi smo dejansko, a veš, bitja in telo je naša posoda, mi v resnici, mi smo imeli točke na telesu, preko katerih se lahko dotikamo svoje duše, svojega notranjega življenja. In se veš, dostop do travme je zelo težek, mislim, preko racija ne gre. No in sem pokazala, kako to izgleda. To je zato, da delim tisto, kar jaz znam, da vejo še drugi. A veš, in če so ljudje bolj pametni, bolj razgledani, bolj široko gledajo, bolj globoko vidijo, a veš, pa se nas ne da tako zelo manipulirati, kot nas zadnje čase hočejo. In to je edina rešitev in zato sem tako strastna pri tem, a veš, ker bi rada, ker jaz vem, da smo ljudje pametni, jaz vem, a veš. Pa se ti zdi, da smo zaprti Slovenci pri tem? Mislim, že v luči tega, da si mogla na zagovor, če si rekla, dragi moji, zakaj? Ne, mi smo sicer zelo se bojimo, pa po regalcih, pa tako naprej. A veš, to so, se pravi, inštitucije, so neki braniki nečesa, pa naj kar tudi bojo. Mene to ni nič nazaj potegnalo, ker jaz tudi v gledališču vem, kaj je avtoriteta, kaj moram spoštovati, česa ne. Meni daš, se pravi, ampak daj mi tak prostor in jaz se bom znala, moja naloga je, da se umestim v tak prostor. Če mi daš tak prostor, se bom pa van ga umestila. Meni je to izziv, a veš, da jaz najdem v vsaki formi svoj prostor. In ljudje, Slovenci, nismo zaprti, se tudi veš, ti na koncu koncev z odrov in tako naprej. Mi pač rabimo mogoče na drugi strani ljudi. Tudi, seveda tudi, ja. Ampak drugače nismo tako zelo. Jaz velikokrat vem tudi, ker grem s kako komedijo po Sloveniji, pa tako vidim, pa zdaj si upam reči, tako malo improvizirati, pa rečem, kva pa je? Vsi takole gledajo. Ne? Ja, in rečem, kaj pa zdaj je? Komedijo smo prišli gledati. Ne? In zdaj pa ti kao, zdaj pa ti dej, ne vem, kaj ti dele. Ne, dej ti meni tudi malo, veš, da jaz lahko začnem. In če si tako odkrit in iskren, so tudi oni. In to je čisto navadna kmečka psihologija, ne? Pravzaprav. Ne, nič tople vode ne odkrivamo tukaj. Jaz sem tebe najprej začutil te oddaji Zvezdana, da si odprta, da nimaš tabujev, tako kot sem prej rekel in to. A si vedno zajemala življenje tako polno, tako celovito in v igralskih vodah in zasebno? To me iskreno zanima. Ali je bila kakšna točka, da se ti je zgodila, da si rekla, zdaj grem pa jaz po svoje, pa bom takšna? Ja, ne, veš kako je? Ne, seveda nisem. Mislim, jaz sem imela se pravi, ta gard v sebi, ne, in ker sem bila v bistvu, ves čas sem si želela pripadati, veš, neki skupini, pa tako, ampak mi ni ratalo, veš, ne vem zakaj, jaz sem se večkrat vprašala, pa se spomnim, jaz sem točno vedela, veš, da če pri enem režiserju moraš zraven sedeti, pa če pol na kavo, pa to, pa sem se še jaz kar nekaj sila, ampak me ni to zelo zanimalo, glavno, ni mi ratalo. In ko meni pač ni ratval, sem se jaz morala zelo sama ukvarjati, kaj je z mano narobe, ne. In pa tudi prostora mi niso dali, se veš, jaz prijem k tebi v oddajo, jaz žarim, ne, mislim, nekaj prinesem s sabo in jaz sem to v črno se oblačila. Jaz se spomnim, da mi je ena režiserka, znana, ne, mi je dala čisto mehno vlogo, veš, jaz sem trpela, ker sem mehne vloge imela, jaz sem imela kaj zapovedati kot igralka. In je rekla, in že to me je frustrirala, pa mi je pa dala še v neko rožasto obleko. In sem rekla, ljuba moja, daj mi teme v črno obleko, ker te motla na odru, ne. Ne, rožasto, prijem na oder z rožasto obleko, pejt hiter dol, pejt nazaj, prilepla sem se na dno odra, sem se prilepla in še sem motila, a veš. Dokler, seveda, pri tretjem otroku, ko sem me Kavač zasedel v Metuljevem plesu eni predstavi, ne zagledam sebe, se pravi, čisto ruinirane od nosečnosti, debele, vse takšne, glih tist, vse to.
In se zagledam v gledalo in tako le pogledam še na odzad, dvojna sem bila. In rečem, kva pa ne? In pa se tako le, nikoli ne pozabila, obrnem tako le nazaj in rečem, piči Zvezdana. In takrat sem nehala se truditi biti komu všeč, pripadati kam, ampak sem začela verjeti temu svojemu notranjemu občutku, ki me je ves čas klical in ki me je tudi v bistvu na nek način, a veš, jaz sem se hotela že živa pokopati, tudi kot ustvarjalka, parkrat sem že odpoved dajala in tako, ampak, a veš, človek se ne more pokopati, če je nekaj pač živi več, kot je. In zdaj sam temu sledim. Ti si bila ena prvih igralk, ki je nastopila v eni reklami. In to so ti odsvetovali. Ja, mislim, veš kaj, v tistih letih, to so bila pa 80 leta, 84, mislim, da, Žare Lužnik je pokojen, to je bil en zelo talentiran režiser. Mi da so bila na akademiji končevala in niso zajest imela in je rekel, pridi greva za Jurija, ne vem, česa Jurija, nares to, ne. In jaz nikoli ne pozvala, tako sem imela tisti čopič in sem kaj gledaš, kaj gledaš? Kakšno reklamo je šlo točno? Za Kolor Medvode, mislim, da. Kaj gledaš, nisi videl ženske da barva, ne, to je čist navaden tekst. In pa mi je rekel, jo, Zvezdana, ti ne boš več nikoli mogla iti v dramo, ker jaz mene je drama že tako čakala, je rekel, ker takrat edin rifle lahko delal. Vsi ostali, če so igralci delali reklamo, bi bili tretjerazredni. Ampak s to reklamo, poglej, če danes pogledaš, kako feministična je, da sem jaz čopič držala, moško delo, da sem se seksi smejala zraven, ne, in tako naprej. In ni me pokopala ta reklama in ne boš verjel, ko smo mi hodili pa leta še pozneje po Jugoslaviji z dramo gostovati, ne, pa so bili zraven Šugman, pa taki veliki igralci, pa Milena Zupančič, pa tako. Mene so po celi Jugoslaviji poznali zaradi te reklame. Zaradi te reklame. Ampak podobna zgodba je bila tudi nekako z komercialnim teatrom in resnimi igralci. Kdaj je postalo to kot neka, lahko rečem temu, normalnost danes, da se resni igralci igrajo tudi v komercialnem teatru? A je bila, ali se meni samo zdi, da je bilo to prav? Ne, je bilo tako. Je bilo tudi? Ja, to se je začelo takrat Špas teatrom, mi smo 5žensk.com, to je bila prva taka na pol stand-up ženska predstava, kjer smo, se veš, ženske zelo odkrit nekaj govorile, pa tako. In takrat je bila, naprimer, Nataša Barbara Gračner noter, Janja Majzel, Nina Valič, mislim, Tina Gorenjak, Mirjam Korbar, jaz, veš, to smo bile igralke, Marjana Brecelj. In jaz se spomnim, kako smo se takrat spraševali, pa a bojo ljudje vedeli, da me to ne govorimo, a veš, da nisem to jaz, ne, ja, a veš. Pa še nekaj, jaz do takrat v življenju nisem gledala dol z odra, pa se z ljudmi pogovarjala. Jaz se nikoli ne pozabila premiere, jaz, ko sem pogledala živega človeka dol, meni je zaledenela kri od groze, razumeš? In v bistvu smo takrat pridrli ta balon, čeprav je še vedno kar dosti dolgo let takole lebdel, ne, da gremo delati samo za denar. Namreč, a veš, tudi v komercialnem teatru oziroma v takih komercialnih zadevah ti nič slabše ne delaš kot v drami, mislim. Ti delaš vedno najboljše in daš vedno vse od sebe. To se pravi, da to ni merilo. In se spomnim, ker mi je en kolega mlad je prišel in je rekel, Zvezdana, pa kako pa to, da lahko delaš tam, pa tako. In se kaj imaš predsodke? Ja, pa to mi smo v drami, pa tako. Ni minilo 6 let, ko je on imel svojo monokomedijo, s katero je 500krat igral v Sloveniji in me je pa prišel podsukati in je rekel, jaz se ti upravičujem, Zvezdana, bil sem zelo napihnjen in neumen. Se pravi, zvezde so poravnane. Zvezde so poravnane. Če se lahko tako izrazim. V kakšnem stanju se ti pa zdi, da je danes slovensko gledališče in slovenski film? Veš, kaj to, v bistvu je zelo težko, ker nisem zdaj, jaz tako zelo, glede na to, da moram tako delati jaz sama, se pravi, moja slika ni popolna, ne. Jaz lahko samo rečem, da je danes, tako kot ga jaz doživljam v drami gledališče, takšno, kot sem si ga jaz cel življenje želela. In ga nisem mogla igrati. Se pravi, mladi režiserji, ki prihajajo, sodelujejo z igralcem. Mi lahko kdaj celo kakšne prizore si napišemo. Mi v resnici ustvarjamo. Nobenih avtoritet ni, ki bi te ponižvale in dajale v nič. Jaz sem dala še te čase, ko je režiser iz
parterja tulo, dvigaj že to svojo rit, ali pa už že dala kaj od sebe, ne? Pozabila si vejco. Ja, tega ni več. Dobro. Se pravi, da mladi režiserji danes vejo, da iz sproščenega vzdušja ti največ ustvarjaš in iz improvizacij in tako naprej. Tako da jaz uživam in tudi veliko igram in me zasedajo mladi režiserji in zato sem še tako živa v gledališču, čeprav pri tehle mojih kilometrih in letih bi verjetno že zdaj morala jaz biti ne vem kje. Kar se filma tiče, ja, mislim, tako je bilo, ne, časi se spreminjajo. Tako da jaz se tega res veselim. Jaz sem sanjala o tem. Kar se tiče filma, pa ne poznam tako zelo dober. Dvakrat sem zadnje čase se vzela čas, pa sem na televiziji, pa tako pogledala par filmov. Ne vem, če smo že predrli tisto, kar smo, na primer, v teatru. Itak smo v teatru slovenskem 3 korake pred filmom, ne, slovenskim in večkrat se igralci tudi med sabo sprašujemo, zakaj se to dogaja. Mislim, da že vemo, ampak zdaj nam javno to govorila, ker naj se oni, ki to delajo, sami dokopljajo do tega, se veš, to je največ vredna takšna šola. Mislim pa, da nismo igralci problem. Mislim, da so problem dobre zgodbe in te neskončni tajmingi, ki ga v slovenskem filmu še vedno, to, da jaz ustanem in grem, traja preveč časa. Ampak to še vedno pa ne smemo enačiti s temi nadaljevankami na hitro narejenimi, ker to ni isto. Mislim, tisti je sitcom, tisti je tam je treba ne gremo toliko zelo v globino. Pri filmu pa se morajo vsi ti nivoji čutiti. In tukaj mislim, da še nismo no. Če ne bi šla za igralko, oziroma če se ne bi podala v igralstvo, kam bi te pot zapeljala, da bi prišli do izraza vse tvoji notranji glasovi? A veš, da jaz, ne vem, jaz sem si zelo želela biti plesalka, tudi, ampak to sem jaz vse v svojem igralstvu v bistvu preživela. Tako bi rekla, mogoče bi bila slikarka, ker sem tudi se pravi, mislim, ali slikarstvo študirati ali akademijo. V resnici si pa želela biti zdravnica. Ker moja mama delala v bolnici, je bila kuharca in jaz mislim, da bi bil ta poklic dober zame, ne? Kakšna specializantka posebna? Ne vem točno, ampak vem, da bi imela z ljudmi zelo dober, da bi jih znala pozdraviti tudi s toplo besedo. Živiš na kmetiji nad Igom? Ja. Kakšna je zgodba? Zdaj že kar nekaj časa. 17 let. Kako te je pot pripeljala iz mesta na kmetijo nad Igom? Veš kaj, jaz sem imela 3 otroke, ne, in meni se po teh parkih ljubljanskih več ni dalo sprehajati. Že pri drugem mi je bilo toliko dolg časa, veš, pa stalno paziti, da ne boš paziti, da ne boš ta odrekati stopu, pa da ne boš to naredil, pa na uno naredil. Gremo na travnik, pa adijo, ne. In tako sem jaz za nosom vedno svoje otroke, mislim, sem jih napokala v avto ob 2, ko sem končala vajo in gremo za nosom, do 6 smo imeli čas. In tako sem jaz najdla to. Ne vem, še danes, ko se domov peljem, si rečem, pa kaj je meni bilo, ko gledam une smreke, ko se peljem domov, kaj je meni bilo, da sem jaz šla na ta makadam zapeljala in ko ni šlo več naprej, smo se obuli v Škorenčke in smo šli skozi gost in ko smo prišli skozi gost, se je ena planota odprla in tam je bila neka stara hiška. In to je to. To je čisto pravlično zveni. Ja, si lahko zamisliš, mene je srce pripeljalo sem. Čisti občutek. Ja, občutek. In mi temu, se veš, danes si sicer preveč tega, ne, ker ljudje, mislim, to, kar zdaj slišim, sam, da moraš intuicijo poslušati, pa občutek, mislim, jaz sem zagovornik, da moraš in analitično mišljenje in občutek, to je najboljša kombinacija, ne. So pa stvari, ki se tebe čisto intimno tičejo, ki pa je fajn, da ga slišiš, da zaslišiš ta glas in greš za njim, ne. Ogromno živali imaš tudi, a je tako? Ja. Te živali pomirjajo. Veš kako, če si iskrena, te živali si je moj takratni mož želel, sploh lame in tako. Lame? Kaj je še poleg lam? Osli, pol so bile, mislim, so koze, so škotsko govedo, konji, poni, kure, tako. Ampak jaz sem si bolj želela, veš, take domače osle, pa krave, pa to so nekako zdaj tle živali te, ne. Ampak danes se mi zdi, da so me te lame klicale, veš, da sem zdaj bila v Peruju, ravno na potovanju. Ne vem, tako je pač eno, veš kaj, kmetija ni ravna in bi bilo treba kositi, ne, oziroma je nemogoče kositi in pa so one naše kosilnice, vse je ograjeno z električnimi pastirji, to je bio, eko, vse.
mene v bistvu še najbolj pri vsem tem vleče zemlja. Jaz imam zemljo, se pravi z materjo zemljo, s prstjo. Ja, a veš, teater in vse te stvari nas vleče, naš umetnike, mislim, ustvarjalce gor, ti pa moraš, če hočeš biti zdrav in v resnici kreativen, biti povezan, prizemljen. In zato, kadarkoli imam jaz težke vaje ali pa kaj, jaz grem na kolena v zemljo in pa se pogovarjam z rastlinami in zemljo in po noč grem s črvi, z vsem se pogovarjam in se tako neutraliziram. Nismo mi zastonj na tej zemlji. Mi nismo, a veš, mi smo dejansko, sem zdaj brala eno knjigo o zgodovini zemlje, takih klimatskih razmerah, in on reče, mi smo dejansko zemlja. In res, mi smo kamnine, mi imamo železo v sebi, mi imamo v sebi magnezij, iz vode smo, mi smo dejansko iz vesolja in mi smo del zemlje. In to je to, kar mene tako... Zvezdni prah. Če se lahko tako izrazim. Ja, lej. Mi smo vsi zdaj, ja, tlele lahko to debato. Me pa zanima, prej si govorila ne, vse občutek, pa racijo in tako naprej. Zase praviš, da se ezoterike ne greš? Je tako? Strogo bi rekel, kako je mišljeno. Oziroma, tako bom vprašal. Imaš zelo jasno določeno linijo med zdravo duhovnostjo pa med angelčki pa demončki, če se smem tako. Kje je ta jasna linija? Ker bi rekel, si človek povezan z zemljo, povezan z vesoljem, teater te vleče gor, lasten intelekt, prizemljenost te vleče dol. Kje pa je tista linija? Veš kaj, jaz sem kar dosti dolgo pot prehodila, kjer sem pač bila, jaz sem tako zelo strasten človek, pa se pa zelo navdušim nad kakšno idejo ali pa kakšno resnico, pa tako naprej. Zdaj imam pa že kar neko kilometrino in jaz, na primer, hodim tudi k energetskemu zdravilcu. Jaz sem hotela diplomirati iz te energije, a veš, iz veš, mi stojimo na odru in mi čutimo energijo. Mi dva jo čutiva, to je, ne, samo ni opremljivo. Takrat, v tistih letih, ko sem jaz o tem razmišljala in filozofirala, to še ni bilo možno. No, ampak dejansko jaz vem, da neke stvari so. In jaz mislim, in zato sem zadnjič ravno mojega Bojana vprašala, sem rekla, ti pa, zakaj to ljudje govorite, mislim, zakaj ljudem to govorite angeli, pa ne vem, kaj vse vidiš. A veš, jaz mislim, da ni tako zelo preprosto. Jaz mislim, da naša energija nekam gre, da dobi neko obliko, da je informirana in tako naprej. Mislim, da naš ego ostane kar tukaj, pa zgnije v tej zemljici. So pa neke stvari, ki nam, se pravi, niso to angeli, to vse, kar mi vidimo in izrečemo, imamo mi v sebi. Se pravi, mi si ne moramo nič zmisliti in nič razumeti in nič videti, kar mi že nimamo v sebi. Ne? Kar pride z informacijami. Ta ključ, kjer bi mi lahko šli mogoče čez, nam namenoma ni dan in tega ne razumemo. Mi se zelo trudimo, ampak mi nismo dovolj zreli. Se vidiš ta svet, kaj počne? In nam ne bo, vrata se nam ne bojo kar tako odprla. Zato bodimo kar, verjamemo, kar čmo. Važen je samo, da nas to pelje k temu, da smo dobri ljudje in da se zavedamo, da nismo center sveta, ampak samo pikca v tem vesolju, samo trenutek v tem vesolju. In če ta trenutek hočeš zasrati, po domače povedano, pa to dej, ampak jaz tega ne bom naredila. Jaz čem pustiti takole, a veš, en svež vdih nekaj dobrega. To je tako, jaz gledam na to. Torej, zelo pa seveda prepoznam, ampak sem tudi od nekdaj blef, manipulacijo in predvsem prepoznam vse te strašljive teorije, ki edini njihov namen, ki so jih itak sproducirali tisti, ki jih bodo imeli največ od tega, ki ljudi prestrašijo, prestrašeni ljudje, ljudje, ki verjamejo nebulozam, neumnostim in tako naprej, so najlažja tarča vsem nekim ideologijam in vsemu temu. In zato pač jaz tega ne prvoščim in ne podpiram v nobenem primeru. Z drugimi besedami lahko bi zaključila z mislijo filozofa Wittgensteina, ki je rekel, o čemer ne moremo govoriti, moramo molčati. Jaz bi rekla tako, mislim, da je to zelo pameten, ja. A veš, zelo pametna. In tudi, na primer, zdaj sem brala še celo eno knjigo, a veš, ker se tako zelo bojimo teh novih tehnologij, pa tako od Nare Petroviča. In veš, kako je lepo obrnil in jaz imam te stvari rada. A veš, da nekaj, kar sem jaz prepričana,
In kar jaz mislim, to je tako pa tako, pa nekaj preberem ali pa mi nekdo reče čisto obratno in vidim, da je tudi to možno. A veš, zato so ta prepričanja tako zelo omejujoča in v teatru jih itak ne smeš imeti. Če češ biti v resnici ustvarjalec, ne smeš reči, to je tako, pa to je tako, pa to je tako. Vaš čas moraš biti pripravljen, da pahljačo razpreš še kam drugam. Hvala ti za te nobel misli. Hvala lepa, da si bila naša gostja. Hvala tebi za dobro vprašanje in za en tako lepo energijo med nama. Me zelo veseli, da tako čutiš. Sem imel kar tremo, moram priznati. Srečno v nadaljni karieri in na svoji kmetiji. Z veseljem bi bil žival na tvoji kmetiji. Se bi si imel dober. Srečno. Hvala lepa. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.